Dobro jutro in lep pozdrav v 16. juniju, kjer pa se že končno malenkost segreva v klimatskem pomenu, a ne. Mediji pravijo, da je sicer vročinski val, ne, da je to pa res hudo vroče, zaznort vroče, ja, zna biti, ja. Marsikomu pa notranje postaja precej hudo vroče, ker se ne da več skriti. No, pa to ni več nič dosti novega, mi smo o tem že vse govorili in debatirali. Današnje izhodišče naj bo preveč mislimo, pa premalo čutimo, ne? V svetu, kamor prehajamo, bomo mogli dati več pozornosti čutenju, ne? Do zdaj smo bili nekako naučeni, da je bilo čutenje, je ostalo tam zadaj, kaj zdaj, tu imaš ti neke čudne občutke, stari, logično je to, v šoli so nas naučili to in zdaj še nisi tle zato, da misliš, si samo zato, da ubogaš, ne? In ubogati je bila ideja satanizma, slepo ubogati, brez da misliš, pa smo začeli misliti predvsem o travmah, o stvareh, ki so nam jih sistemsko uturili v betino. O tem smo razmišljali, svoje instinkte in občutke pa smo puščali zadaj. Ampak nekako že spoznavamo, da ta nov svet ni tega fazona in se mi tega ne gremo. Mi bomo se bolj predajali svojim lastnim občutkom. Zaradi tega, ker čutiti je vedeti, in to je ta univerzalni jezik, ki ga mi počasi že doživljamo, že dotikamo, bom rekel, vsak dan bolj. Za vas sem sicer imel pripravljeno eno predstavitev, tako da bi skiciral, kar sem vam že obljubljal, pa mi kar nekako tehnično ne gre skupaj, ampak nima veze, bomo pa drugače, imam malo daljši slide show, oziroma bom rekel, kaj drugi pravijo, pa kako si mi to interpretiramo zdaj, pa kako smo si že pred časom, vse ogromno stvari že jasnih. Še zmeri smo priča izdelavi te umetne drame. Drama je bila ideja, da se dramatizira z vseh koncev vse, kakor se duša da, ne? Ampak mi na te drame, provokacije, ustrahovanje počasi padamo vse manj in manj. Kljub vsemu pa še zmeri mnogo ljudi želi zagovarjati in zagovarja to, kar sliši, da bo slabo. No, pa se o tem smo naredili včeraj en video, ki mu ni naslov pozitiven, kakor se trudim v vseh svojih videih dati en pozitiven naslov. In tudi včeraj sem izhajal iz tega, the best is yet to come, torej najboljša šele prihaja, ampak ko opazujem ljudi, mislim, te zapise spremljam, pa objave, pa komentarje, pa tako v kontekstu, joj, najhujše je pa šele pred nami, ne, spet nas bodo jesen, pa ne vem, pa WHO bo, pa ne vem, vse sort sranja si ljudje vzamejo za zdravo, za gotovo, ampak zanimivo, tista, ki imajo negativni predznak, so bolj grejo v betino ali pa jaz ne vem, v podzavest, kakor taki so pozitivna. In mi se trudimo ves čas delati glih kontra temu, kar dela sistem, torej dajmo se rajš pomiriti, dajmo se rajš opogumiti, dajmo si rajš več miru, več ljubezni, več razumevanja. Tle se mi zdi, da je največji ključ. Točka spoznanja pa je, ko ugotoviš, da je bila vse na tem svetu prevara, da v bistvu ni na tebi, da se spreminjaš, ampak da se zbudiš, predvsem da spoznaš, da te je okolica drajsala na vse možne načine. Za mano sem vam dal sliko morja, vodnega življenja, kot prispodobo svobode, ne? Delfin recimo je strašno inteligentno bitje, pa je bolj kot človek, ne? In precej smo na podobni valovni dolžini in delfini bi nas lahko zdravili s svojim zvokom, ne? In tudi že to počnejo. Torej smo v nečem frekvenčnem, v nečem, ki ima več stika z zvokom, frekvenco, kot pa s farmacijo, ki je
osnovana na nafti in nekako se je vsak logično že zazna, da nafto jest najbrž ni dobro. V obliki kapsul ali pa v obliki naftnih šotov, recimo, kaj takega. In ja, zdravljenje s frekvenco ni nič drugega, kot v bistvu uravnava frekvence. Tudi o tem smo že govorili, sej pa kaj se jaz kar ponavljam. Zakaj se zdi ljudem še zmeraj normalno, da od njih odloča peščica kriminalcev ali pa gruča kriminalcev, ki jih sploh ne poznajo, pa smo se pogovarjali o volitvah in tako. V Sloveniji ima oblast ljudstvo, ne? Ampak ni ljudstvo v redu, ljudje grejo rajš volit, ker pripadajo sistemu, ker sistem podpirajo, ker od njega imajo bonitete. Ta sistem jim ponuja mnogo nagrad. Pomislite, koliko koronskih dodatkov je bilo stresenih med ljudi, pa so vedeli, kaj počnejo. Kljub temu, da so zdaj probajo zgovarjati, ali pa so se zgovarjali, ja, to je bila samo moja služba. Da, ste tvojo službo, pezdejeno, ti si morilec, ne, v službi, ne, morilske bande, ne. Pa nimam tle v mislih samo zdravstvo, imam še en kup, zdaj recimo je precej aktivno, se kažejo te mavrične zastavice, včasih je bil LGB, torej, kaj je že bilo, lezbike, geji in biseksualci, zdaj pa LGBT plus QT, kaj mislim, te jebene njihove kurčeve kratice, človek res ne ve več, kam kaj paše. Znotraj baru so skrite vse informacije, to mislim, ljubitelji punčk, ljubitelji fantkov, govorimo o otrocih do 3 let in o ljubitelji devic, veš, to so pač, oni so, kako že, privlačijo jih spolnost z mlajšimi in njim se zdi to v redu. In to je v bistvu en prikaz normalizacije nenormalnega, ne? Torej sistem podpira nenormalno, da gre naprej in še zmeri se mi zdi precej noro, da ajde, so ljudje dobili denar, ampak kar pustijo, ne, otroke mi vzgajajo v kontra, ti, ki so v bistvu vsi ravnatelji pravzaprav in župani že podprli to LGBT sceno in vse iz koncev, ko črto potegnemo, na ta način so se izdali in po svoje je prav, kaj so se na Leku ali na Krki zdravila, so se slikali vsi s to zastavico, wow, vsi to podpiramo, pa maske nosijo vsi, ne? Izobraženi ljudje, ki norcke ne znajo na škatli prebrati, da ni pred virusom ta maska, ne. Mislim pa na svežem zraku. Jaz seveda se ne more nič o njih priti. To je pa spet en pokazatelj, kako ozko usmerjeni in poslušni so ljudje brez lastne pameti, ne, brez lastnega razmišljanja, ker misliti je pa prepovedano, pa smo spet na začetku, ne, in hvala Bogu nismo vsi klonili. Kritična masa teoretikov zarote, upornikov sistema se povečuje. Masa je eno, drugo je pa moč vsakega posameznika znotraj te kritične mase. Ta moč, da v bistvu zagovarjamo to, kar je prav, in mi smo tisti, ki prinašamo novice tam v svetu realne, pravilne. Vsa milijardna industrija propagande se v bistvu pada zaradi nas, ki se borimo z nekimi mimi, ne, MEME, torej kratkimi zapisi, ki vsak za seboj pusti nekaj misliti, ne, torej ni ideja, da mi nalagamo mnogo laži, ali to, kar dela pač medijska zgodba, ne, ampak da v bistvu v kratkem tekstu, v kratkem stavku v bistvu pustimo sled, ki bi mogla nekomu pustiti razmišljati, odvisno koliko je sposoben široko. In tle se ločujemo od ljudi, ki znajo sploh kaj razmisliti široko ali pa v bistvu v takem tekstu ne vidijo prav nič in ker ga ne razumejo, ga niti nočejo videti. Oni hočejo dolgo razlago, kako je nogometno društvo tam in tam speljalo uno in uno prvenstvo, zadelo 2 gola in ker so bili dobro pripravljeni in tako. Pač te prazne floskule. Mene ful všeč v enem momentu nazaj sem bral nekakšno
kakšno vlogo recimo na človeštvo mora imeti en Ronaldo, recimo, vsem klinac, ali pa en igralec, ali pa en glasbenik, ne? Da služi take milijone, ne? Torej je temu človeštvu zelo vreden, ne? In zdaj v bistvu, ko mi znamo malo širše pogledati, si rečemo, seveda je bil dobro plačan, se je za satanizem dobro deloval v tistem klubu, v tistem segmentu, ki pravi kruha in igre. Ne produktivnost, ne kreativnost, ne poštenost, ne iznajdljivost, ne izumljanje, ampak igre. Vse ostale segmente pa prepustite nam, satanizem, bomo mi to dali koliko Wi-Fi-ja in tako. Eno razmišljanje, ki sem že do Wi-Fi-ja pripeljal. A veš, nekdo ima paket za 5 evrov, nekdo ima paket za 10 evrov, nekdo ima paket za, ne vem, 300 evrov, ne, ste ta prevelika, ampak različne cene imamo paketov Wi-Fi-ja, ne? Ampak Wi-Fi je prisoten tukaj in zdaj v neomejenih količinah. Zdaj sem, koliko boš ti plačal, pa ti bomo pipco privili, ne? Če bi bilo kaj v človeštvu smiselnega, bi bil Wi-Fi za vse neomejen, pa za vse enako drag, ne? Ali pa za vse enako pocen. Ker Wi-Fi tukaj že je. Zdaj pa se lahko zataknemo, ja, pa prenos podatkov, pa eni več, pa eni manj. Jaz se strinjam, ja, se strinjam, ampak spet gajem se, jaz nisem strinjal, pa so ga tudi kar naredili, ne. Pa spet on ni bil za nas, ampak veliko podatkov potrebuje računalniška obdelava, oziroma kontroliranje klonov, oziroma humanoidov, s katerimi so želeli operirati v prihodnosti. Seveda, oni bi grozili še, kaj bo z G5, pa kaj bo s klimatskimi spremembami, pa kaj bo s cepljenji, pa kaj bo z virusi, pa kaj bo s ranjem, nič od tega, valjda mi ne padamo več in hvala Bogu, da ne, zaradi tega, ker strah ni več naš vladar. Naš vladar je pogum, ne pa njihova predrznost, pogum, da se zoperstavi predrznosti, da se ustavi, da zna se ubraniti, kadar prihaja do provokacij in tako, da znamo čuvati svojo življenjsko energijo. Energija ni hec in nam je bila drenirana in počutili smo se izčrpane, če pa jo ne damo, pa nismo izčrpani, ampak smo napumpani, ne, napolnjeni, ne, s polnim rezervarjem se da kam priti, praznim pa ne, ne. Okay. Mnogo je besed o tej gesari, pa kvantni finančni sistem in tako. Sami vemo, da v pravem svetu, novem svetu, ki prihaja, ne bomo rabili mi financ. Kvantni finančni sistem je namenjen temu, da vsi enako, to je prva stvar. Druga je ta, da se ljudje odtrgamo od vseh finančnih vezi, ki so pravzaprav neke vrste verige na rokah. Jaz sem vam večkrat rekel, ne bi se mogel jaz posvetiti sam sebi in vam in drugim, če bi mogel v svojem dnevu 8 do 10 ur energije dati nekomu drugmu. Ne gre, ne moreš, ne bi mogel, ker je enostavno premalo, tam se ti energija zdrenira, ne glede na to, koliko imaš moči, tam se ti fokus odmakne, ukraden ti je čas je denar, in ne bi mogel, in zdaj v bistvu nekako mi je jasno, da bi vsak izmed vas mogel zapustiti to, kar počne za nekoga drugega, se ustaviti, sfokusirati na to, kaj dela rad in delati v tej smeri. Pomisliti na hobije, pomisliti na stvari, ki jih počnemo radi. Ne zato, ker moramo toliko zaslužiti, toliko in toliko dela in ur in takšnega dela. Ne v tem kontekstu, ker ni to naše življenjsko vodilo. To je bil zavarancija sistema, ki nas je probal peljati glih narobe. In ta kvantni finančni sistem bo najprej dovolil, da se ljudje lahko ustavite do konca in začnete delati na sebi, ne? In tam se šele začne dogajati pravi svet, pravi prehod.
In čeprav razumem, je kvantni finančni sistem v letu 2023, a je to junij ali je to november, jaz ne želim datumov, čeprav sem si želel že kdaj, da bi bil, pa očitno ne gre še tako, ker ne more iti, že vejo, zakaj ne. Ampak hotel sem reči, da tudi kvantni finančni sistem bo samo za neko obdobje. To obdobje, kjer se pa mi nahajamo zdaj zadnje 3 leta, se pa kaotičnost dogajanj se povečuje, bom rekel kaotičnost znotraj tranzicije, ampak ta tranzicija in kaotičnost ne bo trajala večno, vse to je temporarno, vse to je začasno, moramo čez ta prehod, moramo čez totalno uničenje, da lahko zgradimo nekaj novega, torej Feniks, ashes to ashes, dust to dust, iz pepela si prišel, v prak se povrneš, in iz pepela pričakujemo, da zraste ta Feniks, ampak kot smo rekli, moramo zažgati vse gozdove, mostove, in vse, kar je slabega, gnilga, vodilo ta svet, more pač crkniti in naj crkne, jaz sem za to, da crkne čim prej, tako sem že kar mal, ne včakaj, veš. No in precej žalostno je, in noro, da se moraš v tem svetu razglasiti za revolucionarja, sem zato, da bi bil dostojen človek, mislim, a veš, meni je ful zanimivo, jaz sem želel pomagati, ko sem začel te svoje videe delati, sem želel pomagati, razumeti, ampak da sem pa prišel do tega, da sem in učitelj in terapeut in še revolucionar in še mi je pa neznano in tega, vseh teh komplimentov ne devam v ego, ampak jih devam v, bom rekel, zaupanje, da delam prav in še bom delal prav, ker želim pomagati. Resnično želim pomagati čim več ljudem, ampak na silo se itak pomagati ne da nikomur. Ne moreš nikomu oči izrezati, nikakor pa ni zanemarljivo saditi in sejati semena mladosti, lepote, ljubezni, modrosti, ne vem kaj še vse, ker nekje, če so informacije posejene, ko je duša oziroma zavest oziroma človek prisiljen v neko točko, da reče, zdaj je pa dost, da lahko od tam naprej štarta. Jaz sem se v življenju poglabljal v duhovnost, marsikdo pa tudi pod točko razno ni hotel tam nič slišati, zdaj bo pa mogel, in če mu bo ena moja beseda ali pa en stavek ostal od zadaj, sem zelo počaščen, da sem lahko na to vplival. Čeprav bi si želel, da bi še več ljudi lahko sam slišalo oziroma imelo vsaj možnost reči ja ali pa ne, vendar ta cenzura medijev tako pritiska, da nekako sploh ne morem priti na neko število ogledov, pa ne zaradi slabe prepoznavnosti ali tega, ampak zgolj z namenom, da ljudje imajo vsaj možnost reči, tole je zame ali pa tole ni zame. Ker ne gre, vse to se tako močno bremza. Tudi vidim, sami se precej borite, tudi podelite vsebine, ampak prijatelji vaši, zdaj imam Facebook v mislih, ne tolerirajo in ne reagirajo. Sicer uč malo vržejo, ampak ne reagirajo. Precej žalostna situacija. Mi smo živeli v laži, v totalni iluziji in ta totalna iluzija je potrebovala precej domišljije za izdelavo svojih laži, precej spomina, da so lažnivci lahko eno in isto laž vzdrževali nekaj časa. Ukvarjanje s prilagajanjem svoje laži, da zgleda kot resnica. Tam je kar precej dela. In za resnico ni potrebno nič od tega. So potrebna pa jajca. Povedati resnico na glas, govoriti o tem, kaj je res na glas, je potrebna neka mera poguma in želim, da pogum imate. Kajti, kadar začne človek govoriti resnico, takrat se zgrnejo vse najgrše možne besede in obtožbe na vas in tlele imamo tak zapis,
nihče ne osvinjava vašega imena bolj kot nekdo, ki se boji, da boš ljudem povedal resnico. Na lastni koži vam spet povem, kakšne izmišljotinke in laži trosijo o meni. Mene to ne prizadene, zaradi tega, ker vem, da kdor o meni trosi laži, govori predvsem iz sebe in precej pokaže o sebi. Jaz že vem, kdo sem, jaz že vem, kaj imam rad, kaj je prav in v katero smer moram jaz in v katero moramo mi kot kolektiv, seveda kolektiv čistih, in združevali se bomo, se že ta pravi, nikakor se pa ne mislimo več združevati v oblike, kakor so nam probali potupiti, da se moramo mi pa združimo se, pa bomo skupno proti državi. Ne, državni podporniki spet proti državi. To je vse nastavljena opozicija. Oni so vedno igrali dvopolno, tudi v družbi so, ne vem, če ste kdaj zaznali, so vam razlagali, kako unga pa unga ne maraš, ne maram, ki je debil, pa to, čez 3 dni si jih pa skrb dobil, ne. Dobro, sem v redu, videl sem, v redu je, pojdi in razgovarjaj se tam z mano, pač ne, je že vse v redu, nič ne pogrešamo, vse ok, kar piči dalje. Tole slikico sem dal na Facebook, ki kaže od spodaj zemljo vmes človeka in na začetku spirale je konec ega. Ego je tista magična meja, ki jo moramo prebiti, in ego mora umreti, da lahko začnemo dostopati do higher consciousness, do višje zavesti, do razumevanja in nad razumevanjem, razumevanje, za razumevanje pride do točke spoznanja in do točke spoznanj. In od točke spoznanja, ne vem, koliko lahko vidite gor, vsi ti strički, noben ni narisan, kako dela, ampak vsi kako sedijo in mislijo in v svojem mentalu stvari obdelujejo, in tle vas še enkrat spodbujam, dajte delati na svojem umu, na svojem mentalu. Dajmo naprej, da ne dovolite hatred in others kill the kindness in you. Ne dovolite, da sovraštvo v drugih, ljudje so v sebi polni sovraštva. Zdaj narcis je klasičen primer, on sebe ne mara, on sebe ne mara in noče, ne mara se, ne sebe, ne drugih, in ta mržnja v ljudeh je ubijala tisto, kar smo mi imeli radi, in narcisi kot taki so ubijali tisto, kar smo imeli radi. Pridemo še do kje. In ne dovolite, da sovraštvo v drugih ubije prijaznost in dobroto v vas samih. In to so tiste jasne meje vzdrževanja svojega lastnega miru in postaviti in vzdrževati svoje meje. Pa to vse pride. Vmes malo vam pomešam še tele narcise, ker ne morem pač iz tega ven, zame se zdi to še vedno in tudi bo največji virus in breme človeštva. Ampak to je spet lastnost človeka, ki je hranjena oziroma vzgajana, podprta in tako. Satanizem je dobro nagruntoval ene stvari, ampak ok, smo spoznali. In ako smo rekli, kaj nismo odkrili tople vode, še tople vode pa ne moč odkriti. Ja, pa smo jo, evo, narcizem smo odkrili, ga začeli odkrivati, in seveda ni v redu, če govoriš o lastnostih, ki so slabe na glas, a ne? Jaz nobenega ne obtožujem, jaz želim vsem vse dobro in bi želel, da se kakšen narcis spremeni, sam nam slabo kaže, slabo kaže zaenkrat, ampak bomo videli, kam nas bo pripeljal čas in situacija, a ne? Joja, spet meni tlele neki štrca tehnologija, more zategovati, jaz upam, da bo vsaj zvok v redu. Dajte razumeti, cilj narcisa je, da vas okrade vsega, kar imate, vsega, kar ste in vsega, kar ljubite, kar imate radi. Tam se narcis strašno rad zatakne. Ko vse to naredi, potem pa valjda strese krivdo na vas za kompletno uničenje vašega lastnega življenja. Pa jaz imam tu iz prve roke. V primeru en kup in sem valjda jaz grd, valjda zastopam in zdaj moram sprejeti vse delovanje, ki ni realno. Zdaj jaz tlele malo teže vidim, ne vem, če vidite, kaj piše, bom jaz pa iz tlele prebral.
Mi smo rekli, da moramo čuvati lastno energijo večkrat, mnogokrat sem to poudaril in to pomeni, da samo na vrh piše zaščitite lastno energijo. Na katere načine? Na način, da se fokusiramo na tisto, da se fokusiramo na lastne akcije, ne na akcije drugih. Desiderate pravi, ne primerjaj sebe z drugimi, vedno obstajajo večji ali manjši od tebe. Tako da fokusirajte se na lastne akcije, ne na to, kaj počnejo drugi. Kaj počnejo drugi, je njihova stvar. Naučite se reči ne. Narcis, blazno, narcistično delovanje v ljudeh, zmeraj proba od vas vzeti neko pozornost, neko obljubo, da boste dali. Vi morate reči ne, in smo se tudi o tem že pogovarjali. Ne in pika. Ne pa beseda ne, vejca, ker bla bla bla. Pol pridemo do bele laži, mi laži nočemo uporabljati. Mi hočemo reči ne pa pika. In zdaj on reče zakaj. Zato, ker sem rekel besedo ne. Naprej te nima kaj zanimati, ker moje življenje je moje življenje in ga jaz živim in pika stop. Pause before respond, ustavite se, predne reagirate, to je zelo pomemben faktor, ne reagirati takoj, ker kadar hitimo, delamo napake v hitrih odločitvah, lahko naredimo napačne odločitve, predvsem so najbolj napačne odločitve, ki jih naredimo v momentu jeze. In narcisi prihajajo zdaj v točko jeze, ko jih prepoznamo na laži, postanejo jezni in reagirajo, in takrat, ko reagirajo, se izdajo. To je v bistvu po svoje tudi zelo dobro. Saj bomo razumeli širšo sliko, prav hmalu vsi. Set respect and your boundaries. Dajte nastaviti in spoštujte svoje novo nastavljene meje. Ničkrat dvignite svoj standard, kaj vi dovolite, pa kaj ne dovolite, in ne popuščajte. Narcis zmeri proba, pa dej, pa sej, pa noč, stari, če sem rekel ne, je ne, in jaz želim, da je to tako in tako tudi bo. Dajte jih nastaviti, te meje, in jih spoštujte, ne popuščati. Navkljub provokaciji. Investirajte čas v ljudi, ki investirajo čas v vas. Kar vzajemno se gre. Kadar se počutite varno, probajte deliti ta občutek varnosti. Občutek varnosti je povezan takoj z občutkom mirnosti. Nisi nervozen, ker se ne bojiš ničesar. Varen sem znotraj znotraj sveta mentala, ki je mnogo večji od tega, kar smo kadarkoli poznali. Aktivno poslušajte, bodite aktivni poslušalci, tudi o tem smo se že pogovarjali, jaz sem poslovni poslušalec in znam poslušati in aktivno poslušam in ob poslušanju želim razumeti. Ampak dajte zahtevati enako tudi nazaj, kadar vi spregovorite, da ste slišani, ker če sogovornik ne posluša, se to se hmal zaznati, vidiš ti, ali te človek posluša ali ne, takrat je vam to lahko rdeč alarm, pa rečete hvala lepa, da ne bom se pogovarjal, škoda je časa, energije, imam jaz za razmišljati sam sabo, ful, in škoda, da govorim v prazno, če pa ne poslušaš, tako, ne? Ampak v isti sapi tudi mi moramo biti tisti, ki znamo poslušati, in iz lastnih izkušenj s plemenskimi je komunikacija vrhunska, brez dvoma, ali pa the best, no, pač tako, kot se pričakuje, ne pa tako, kot smo bili vajeni zadnja leta, zadnja desetletja, ko je v bistvu vse te komunikacije so bile ful težke. Zaupajte svojemu instinktu, je predzadnja slikca, in dovolite si, da potegnete se nazaj, kadar začutite, da je to potrebno. Kadar se situacije v okolici stopnjujejo, imejte možnost, da rečete, ok, jaz se iz tega izvzamem, ne rabimo nikomur ničesar dokazovati, ker ne gre. Izvzemite se, no, pa se je dosti jasno, kaj ne. To je en tak lep graf, se mi zdi. Še mogoče tale, za objave, ki jih delam, to, kar jaz govorim, niso vse moje objave namenjene vsem ljudem. Predvsem govorim ljudem, ki so na drugačnem nivoju zavesti. To je tale
kako je že tale Mauritius, ne, a je, iz Matrice, ki je ta post v bistvu tako je malo dvoumen, no, ampak jaz ipak trudim se vsem enako razložiti, nekatere pa že puščam zadaj, enostavno se ne ukvarjam več z njimi. Včasih kaj bleknem, pa si mislim, joj, kaj bi kdo slišal, ali pa včasih, če bi to slišal, ja, kaj bilo dobro, ne, ampak je vse v redu, nikomu ničesar ne očitam, da me ne bi kdo narobe razumel. Želim vsem vse dobro in želel bi, da vsi razumemo, o čem govorim, pa žal ne gre še temu tako. Ključ do vsega bistvenega je, da se ujamete, kolikor hitro morate, kadar se ujamete, da razmišljate o nečem negativnem, kadar v vas prileti negativna misel, da to ujamete čim prej in jo takoj zamenjate z nečem, kar cenite, kar imate radi, ne? Jo nadomestite. O tem smo se tudi že pogovarjali. Negativne misli ne dovolj, da pridejo. Tle pravi, da ko pridejo, da jih zaznamo čim prej in jih zamenjamo z nečem pozitivnim. In optimizem je ključ, ne negativizem. Ne obremenjujte se z drugimi življenja, samo jih bo pripeljalo pred njihovo nezavedno sranje. Res je, dostikrat smo imeli v glavi maščevanja in tako, pa kako naj ti dopovem, pa ne, pa ampak ne gre, smo pogruntali in nima smisla. Prav je, da o stvareh na glas govorimo, ampak karmi, ne, je tista, ki počasi prihaja, in vsak se bo sam srečal se boš samim sabo. Kar si dal, to boš dobil in jaz ne dvomim v to, niti milimeter, kajti jaz že dobivam milijardne nagrade, to nima veze z evri, ampak nagrade, ki nima milijardne, mislim, neprecenljive darove, ki jih vrača življenje samo, od ljudi, ki ste in so na pravem nivoju in medsebojno dajanje darov tistih, ki smo jih prinesli na zemljo. Vsi imamo darove in jih moramo izkoriščati in dajati, ne izkoriščati preveč, ampak jih koristiti in te darove, ki imamo, moramo dati naprej in zdaj nekdo je obdarjen s tem, nekdo z drugim, skupaj smo pa vsi neskončno bogati, ne? Kako pa če drugače biti, saj so stvari v bistvu čisto simpel. Zajčja luknja, tudi to sem že probal v preteklosti razložiti, da je globoka, je luknja svinarije, kamor vodi ta njihov rabbit, in trudijo se, oni nekako pričakujejo, da bomo se mi pri raziskovanju, pri delovanju, pri prehodu utrudili. In smo imeli na zadnje video obup in samomor in tle probam nekako dati še enkrat nekako upanje, vero, vse bo v redu, vse je cool, sam ne se predati. Zadnja etapa je, 40 let smo živeli, kar se mene tiče, nekateri ste živeli 80 let ali pa kolikor časa v govnu, v prevari in smo nekako preživeli do zdaj. In ni zdaj čas, da obupamo, zdaj je čas, da stisnemo čiste zadnje atome, ki jih imamo, v to, da gremo preko normalnega, nenormalnega, preko do zdaj družbeno sprejemljivo normalnega, ne? Čeprav nenormalno je bilo normalno. Oni so res računali, da se mi utrudimo, ampak na nas je, da vztrajamo dlje kot oni in se utrujajo oni in so vidno utrujeni. Se strinjamo? Tam, kjer vlada ljubezen, ni volje in potrebe za vladanjem. Ne? Kjer je volja po vladanju, tam ljubezni ni. Mamo, kaj se ti vladarji terajo? O ljubezni pa ne duha, ne sluha, ne? Ja, pohlep je edina stvar, ki jo imajo. Pohlep pomoči in denarju. Evo, ta je tudi nekako se navezuje na uno slikco. Ko ego umre, se nekaj drugega rodi in moramo spustiti ego, torej to
masko, bom rekel, identifikacijo sebe, kdo sem jaz, večno meditacijsko vprašanje, kdo sem jaz, who I am, energy si, ne? Tisto, kar imaš štempilke, to nisi ti, nisi mnogo več. Si del univerzuma. To je stvar kontemplacije. Tudi jaz vam lahko nasujem vse odgovore, ampak če jih ne boste sami spoznali, nimajo teže. Torej, ego mora umreti, da se rodi tisti pravi jaz. Pa smo spet pri narcisih, ne? Ko jih prvič srečaš narcisa, si misliš, joj, ko so pa to krasna, iskrena in zaupanja vredna bitja, ne? In čim se z njimi ne strinjate ali pa pridete v konflikt z njimi, pokažejo svoje prave barve, svoj pravi obraz, so kontrol friki, so manipulativni, lažnivi, oni degradirajo, kako smo že rekli, znižujejo samozavest in samopodobo, ne spoštujejo in izkoriščajo ostale, vse to za zaprtimi vrati, zato da vzdržujejo perfektno sliko o sebi. Zdaj, tle za zaprtimi vrati ni mišljeno, da so narcisi posiljevalski, abusive, zgolj doma, ampak bom rekel, v takem zaprtem majhnem krogu. Narcisi to znajo, ampak naven imajo sliko, naredijo sebi lepo sliko, ne? Zaradi tega pravim, da ljudje izberejo eno masko za v službo, eno za med te navidezne frende, eno za otroke, eno za doma. Ne, doma večinoma pokažejo, ne, jo imajo, ampak ne deluje tako dobro. Nima veze, skratka, ego je maska in narcis ima več mask, torej ta njegov ego je poln vsega, ampak vse to je umetno. Znotraj sebe so reveži, prazni in v bistvu nimajo pojma, kaj je ljubezen, jo želijo, ja, ampak jo nimajo, ne znajo se sami napolniti, ampak so večni sesalci, ne? Iz tega vidika, kako delujejo drugi, ničesar ne jemte osebno. Nič, kar delajo drugi, ni zaradi tega, ker vi obstajate. Kaj drugi govorijo in delajo, je njihova lastna projekcija in njihova projekcija lastnih sanj, če jih imajo, balkane idej, bolanih. Kadar ste imuni na mnenje in akcije ostalih, takrat prenehate biti žrtev neskončnega trpljenja. Ne? To je Don Miguel Ruiz napisal. Če hočete bolj to razumeti, morate tle stisniti pauzo, prebrati si, prevesti še enkrat, pa v tem kontemplirati. To pač tako je. To so taki mimi, no? To je mim. Vse te slikce, ki vam jih devam, vse to so mimi, ki morajo dati nekaj za nadaljne razmišljanje. To je točka, aha, moment in nič ni nothing more than a front. Nič več kot le prevara. Pride do momenta, do tega prečudovitega momenta, ko spoznate, da niso nič več kot le prevara, iluzija, maska. In to je ta moment, kjer se moramo ustaviti. Vzeti njihove besede in akcije, delovanje zares, pogledati, kaj nam kažejo, ne kaj govorijo. In takrat they've simply lost their value. Tako. In kadar mi začnemo opazovati njihove akcije in ne besede, takrat zgubijo vso vrednost. A ne? In mnogo ljudi je zgubilo vrednost na mnogo nivojih. To je eden najlepših momentov znotraj našega zdravljenja. Ja? To je aha moment, video imamo v tej smeri narejen. Mnogokrat sem v to smer nakazal in je spoznanja štejejo, ne? In živi po svoje. Pusti druge, naj se sprašujejo, odkje je tebi pravica, da tako živiš. Ja, to pa ne moreš tako. Bogati. To se pa ne da. To se ti zdi.
Meni pravice o življenju ne daje nihče, kot izključno jaz sam. Duhovno sem, pač energetsko bitje sem in živi, preživi in živi, kakor je prav in tako, kot se spodobi za tega, ki je bil za ta čas poslan sem dol. Pa nisem edini, vi ste tudi, sem še ne morete skalibrirati. Mnogi že, vsi pa ne. Energije, ki prihajajo na Zemljo zdaj, so zelo močne in vse, kar ni ljubezen, bo pripeljano na površje v proces zdravljenja. Torej, nič se ne da skriti, vse bo prikazano jasno in glasno in nekaj bo ozdravljeno, nekaj pa bo moralo pač umreti in se sežgati. To smo pa zdaj že pogruntali. In no hard feelings. Evo, Nikola Tesla je rekel, da antisocialno obnašanje je v bistvu znak inteligence v svetu polnega, kjer se vsi sam strinjajo in ubogajo. Se pravi, da se umakneš, inteligenca, intelekt, nima to veze z stopnjo izobrazbe, nekako bolj, ker ne razumeti, kaj je prav in v tem svetu, ki je čist narobe, se nekako ne moreš nikoli sklopiti s svojim prav, ker tisoče ljudi pravi, da kaj je prav, pa je v bistvu narobe. Ti vse veš, kaj je prav in ne moreš se ti familiarizirati v to množico, zaradi tega moraš izstopati. In če kadar izstopaš, si valjda loner, torej se obnašaš antisocialno, ampak to je znak inteligence. Prav je tako. Tako da, če morate kdaj izstopati, kar izstopite, tole bom preskočil, si jo ustavite pa preberite, če se vam zdi. Še ta zadnji pa pravi, če FBI ne preiskuje, potem imajo prste zraven. Če medija o tem ne poroča, pol imajo tudi oni prste zraven. In če kongres ne govori o tem, potem imajo tudi oni prste zraven. No, zdaj veste, kaj se dogaja. Ker vsi nič ne vejo, nič ne govorijo, ni potrebe, vse to je v redu, kaj nas pa briga, mi nimamo nič s tem. Bogati. Molk ni zlato, je utihnit na momente, je prav, da si vzameš premislek, pa je tudi prav, da na glas poveš, kaj je prav, in kdor ima čisto vest, nima potrebe po molčanju, nima potrebe po skrivanju, ker resnica mora priti na dan in na nas je, da jo poteramo. Družbica. Za mano ste imeli ocean, v podlagi ste imeli angelsko glasbo. Želim, da se počutite svobodno kot angeli na dnevni bazi, da se zavedate, da angeli živijo. Ja, boste rekli, Turšiču se odpeljuje. Ne, jaz to verjamem in zato, ker verjamem, verjetno obstaja možnost, da tudi to je res. Če pa to zanikam, pa se ne more zgoditi nič, kar oni meni probajo povedati. Sporočajo mi stvari skozi intuicijo, skozi števila, skozi sinhronizacijo, skozi naravne pojave, skozi glasbo. Še je stvari, kadar človek postane dovolj pozoren, takrat se pojavijo znaki vse povsod in želim vam, da ujamete čim več znakov in jih seveda probate tudi upoštevati, dati v kontemplacijo in iz teh znakov dobiti pravi nasvet, pravo smernico, predvsem naj bo vezano na to, da bo vse v redu in da vam želijo dobro, od vas zahtevajo courage, torej pogum, zahtevajo mir, želijo, da ste v pomoč drugim in da ekspandirate sami sebe. Bodite prečudovito, želim vam krasen dan, najbolj lepo, pa se vidimo kmalu. Ajde, čau, čau.